Matjaž Kopitar, sicer še en poraz, ampak 2-0 proti Švedom pred nabito polno dvorano in konec koncev tudi nekakšno stopnjevanje slovenske igre v tekmi, ki so jo Švedi morali dobiti. Še enkrat čestitke, čeprav boste najbrž rekli točkni. Ja, no, to je res, ne točkni, samo jaz mislim, da smo lahko, jaz sem na osebno zelo ponosen na te fante, kako so recimo po težki tekmi včeraj s Čehi v bistvu se pripravili, nastopili, borili se, kakor res so se borili, tako da škoda, no, nimamo majhen te sreče, da ne vem, da bi zadeli, ker tekma res bolj, ki je šla tekma proti koncu, boljši smo bili in zadnjo tretjino smo v bistvu mi dominirali na ledu. No, to, kar se čuden, kdor ni gledal, se čuden sliši, sam dejansko tako je bilo. Nagrada je, vsaj po mojem, tudi za vas, za strokovni svet, oziroma za vse tiste, ki že 2 meseca sedaj skrbite za vse skupaj, pa 2 leti v seštevku, to, da so fantje z dvignjenimi glavami v vsaki tekmi. Ja, jaz dejansko veliko posvetim tej psihološki pripravi zdaj, ker ne vidim razloga, zakaj bi po današnji tekmi, ki je bila odigrana res dober, vse, zakaj bi bili slabe volje. Mislim, jaz sploh ne razumem tega in jaz v bistvu jim lahko samo čestitam za to predstavo danes. Je pa res, bolj ko bomo rasli, boljši ko bomo, bližji ko bomo, nas bo tudi sreča obiskala in bomo tudi zmagovali te tekme. Gledano v celoti, res malenkosti do teh največjih, kaj šele do tistih, ki so sedaj v nekakšnem vagonu, v katerega želi Slovenija od 12 do 16, zanesljivo, da je poleg. Ja, saj včasih je res težko, no, sam kljub vsemu, jaz mislim, da je treba vztrajati, da je treba delati s tem fanti, ker to je mlada reprezentanca in ne vem, zastopimo se res super, kakšno težavco rešimo takoj, sploh ne more priti do nekih ugibanj, prepirov, ukreganj, tako da užitek, meni je užitek delati s tem fanti, ki pa tudi rastejo, kajti igrajo v klubih, kjer so kakorkoli so tujci, morajo se dnevno dokazovati in to jim ni tuje niti tukaj. Ob težavi doma, ko imamo skoraj da slab klub, oziroma ne narobe razumeti, en komaj da klub, pa vendarle vedno najdete nekoga, pa Luka Tošič, pa danes Gal Koren, vsaj za moj okus zelo dostojna predstava, konec koncev Luka Bašič, pa tudi Gašper Kopitar in pa seveda danes lahko as rečemo fant, ki se mu očitno odpira velika scena, Luka Gračnar. Najbolj všeč pri Luku mi je to, da je on na realnih tleh. To je še ogromen dela, to se ve, da je pa na pravi poti pa nedvomno. Kar se tiče teh mlajših fantov, je to absolutno res. Edino, kar bi dodal tukaj, je pa to, da mi imamo še v Sloveniji. Še so fantje, ki so in jaz si srčno upam, no, da bojo te fantje igrali, da se ta konkurenca poveča. In potem, kajti če je konkurenca, eni drugega nekako porivajo, spodbujajo, nekako, če želiš ostati v tem miksu, moraš delati. Tako da pogoj je pa seveda igranje v klubu in pa seveda tudi razvoj. Koliko sam vložiš v sebe, kaj si sam pripravljen narediti, ne samo na ledu, ampak tudi ob ledu, tudi izven sezone in pa tako naprej. Tako da jaz si želim, da bo teh fantov več. Pravilo je v zadnjem obdobju, če se ne motim, november 2010 ste se usedli na mesto selektorja. Boste tudi po letošnjem zaključku sezone že razmišljali tudi o tistem, da boste fante znova zbrali, tudi že v poletju. Enostavno nič ne prepuščate naključjem in držite se svojega načrta. Ja, glede na to, da je bil ta olimpijski sestanek že tukaj v Stockholmu, imamo jutri že tudi tukaj znotraj ekipe, se bomo majčkeno usedli, pogovorili. Že predtem, ja, seveda je bil plan za ta julijski kemp, sicer ne preveč, kajti bolj nekak team building pred olimpijsko sezono, da se povabi tja igralce, ki bodo pač kandidirali za ekipo in
seveda začeli takoj, preden fantje grejo v tuje klube, da se jim nekako pove način dela, da se utrenira in pa hkrati tudi majčkeno, da se naredi na tem področju okrog ekipe. Še okrog naslednjega nasprotnika, vse skupaj raste, tudi slovenska igra konec koncev raste, pa ne narobe razumeti, Kanada. Ja, brez veze govoriti o njih. Prav nam pride zdaj ta prosti dan, ki ga bomo namenili absolutno počitku. Pozna tekma prvič proti Kanadi, tako da bo majčkeno drugačen ritem skozi cel dan. Imeli bomo razdrsavanje, imeli bomo majčkeno več časa za vse skupaj in mi bomo sigurno pripravljeni. Jaz ne dvomim, da ti fantje ne bi želeli, ker želijo vsako tekmo, vsako minuto, ko so na ledu. Tako da upam, da se bomo predstavili v lepi luči. Hvala lepa. Prosim.